Dober večer in pozdravljeni. Najprej naj povem, da je ta mikrofon namenjen v bistvu temu, da danes posnamemo zvok za video. Peter iz Kulturnega centra Maribor se bo danes potrudil, da naredi čim lepše video posnetke našega branja, da boste tudi tisti, ki ste danes z nami prvič, dobili svojo objavo na spletu, pa upam, da vam bo prišla prav. Tako da ne se presenetiti, če ta čas, ko govorite v mikrofon, se ne sliši kaj več kot običajno. Se pravi, s tem pomagamo Petru. Sicer pa lepo pozdravljeni, zelo sem vesela, da se nas je zbralo na koncu toliko in da nas neurje v bistvu ni prestrašilo preveč. To, ki je danes popoldne prečkalo Ljubljano. Mogoče malo za začetek o zgodovini, o zelo kratki in daljnosežni zgodovini literarne krpanke. Namreč to je fanzin, ki izhaja pri Kulturnem centru Maribor od leta 2013 in je projekt, ki si ga je takrat zamislila pesnica in urednica Tonja Jelen. Kasneje pa je v bistvu uredništvo tega fanzina prehajalo iz rok v rok različnih pesnikov. Zadnjo edicijo sem imela čast urediti jaz, Nina Medved. Naslednje leto pa morda kdo izmed vas, ki danes sedite tukaj, če slučajno hlepite po teh ambicijah, mislim, da ne bo Dušan nič hud, če mu kaj takega zaupate na uho. Skratka, ni stalna zadeva in vsako leto dobi nek svoj značaj, nek svoj okus, imena in značaj predvsem. Vsaka krpanka do zdaj je bila precej drugačna od drugih, ki so sledile ali pa ki so jo predhajale. Tonja se mi zdi, da je začela z enim malo ožjim izborom, jagodnim izborom pesnikov, ki so bili v tistem času najbolj aktivni v Mariboru, iz mlajše ali pa srednje generacije. Aleš Jelenko je na to izbral tak pisan izbor iz cele Slovenije, mlajših avtorjev, ki pa so se nekako že dokazali z kakimi vidnejšimi objavami ali pa nagradami v preteklem obdobju. Jaz sem si pa rekla, da bi rada šla med čim mlajše in čim bolj široko. In mislim, da zdaj vsi skupaj avtorji, ki smo objavljeni v krpanki, v bistvu predstavljamo eno zelo široko generacijo, od srednješolcev pa do skoraj oziroma 30-letnikov. Tako da, če nas ne družijo toliko posamezna leta, se mi pa zdi, da nas pa druži vseeno en duh mladosti, ki veje iz te krpanke. Mogoče še to. Veronika Šoster, ki je objavila kratko recenzijo našega dela na straneh Trubarjeve hiše literature, je zapisala, da si je želela, da bi tudi vedela, na kak način ste bili izbrani v objavo. In moram reči, da ni bilo posebnega načina. Sami ste pokazali iniciativo s tem, ko ste se prijavili za sodelovanje. Namreč to je fanzin, fanzin je pa navadi takšno polprofesionalno ali pa bolj amatersko delo entuziastov z nekega umetniškega ali pa kulturnega področja. In se mi zdi, da je njegov namen bolj to, da pokažemo, kaj ustvarjamo, kot pa da bi vsaj pri tem projektu delali selekcijo. In kljub temu sem zelo zadovoljna, ker je paleta, ki smo jo skupaj sestavili, paleta mogoče v spolu ravno ne, ker smo po večini dekleta, imamo dva moška predstavnika, je pa paleta po pesniškem pristopu, ki je v bistvu pa precej široka. Tako da, toliko za uvod, da ne bo predolgo.